naslednji naredil, ampak še ne vemo, kdaj pa Ne kako. izdajati idej poslovnih. Se je že v produkciji to. Ja, se vse nam pa To zdaj samo izdajaš, reklame delamo za naprej, tako kot hribar, razumeš? Če to delajo, to je veliki, lahko tudi mi, ki bomo enkrat čez 33 let. Ne bomo. Pel je že velik. Ja, jaz ne manj kol. Jaz sem večji kot hribar, sam pa zihar poznam manj Floydov. In kako drugače? Ne sprašuj. Ben me ne vpraša, kako si, ne sprašuj. Jaz bom rekel, da nisem njih olimpijsko, no ajde, to bom rekel. Ja, tudi slišati si neki bolj šum. Ja. Veš, kaj lahko zdaj narediš? Z Pangol Bitenca reči, to je LDGD, ampak še ful nižji, kaj imaš ful nižji glas, veš? Bod lahko. Ja. To je LDGD. Pangol Bitenc, eat this. A mu damo to? Ja, bomo poslali. Ja. Lahko tudi različne teke naredimo. Samo hiter zdaj, hiter. Ja, to bo treba zdaj poslati. Kdo zdaj pošilil? Ja, sem res. Tega map, drugo pa ni nič, to je to. Tako, ja. To je to za zaston. Prav oni, ki imajo kugnara velik. Ja. Misliš, da imajo? Veš, da bogatuni. Kukaj res razumem, ga imajo isto, kot mi. Dvakrat nič. Tako da dajte donirati tudi Metini listi ali pa nam, ali pa vsem podcasterjem, ki jih poslušate, kako imajo mogoče saj za kakšen kabel pa. Ja. Pa za kakšno investicijo v brezalkoholno pivovarsko tvrtko, še brez imena, ki bo imela najboljši brezalkoholni pivo v Sloveniji, kar v bistvu ful ni težko, veš, ko Union pa Laško sta res za nič. Ja. Ali to vidim, da je všeč, ne? Res je dober. Ni šlo, res je fajn. Ali ga je nagnil, zdaj le, ko je bil ta pravi. Zdaj le sem ga videl, je bil kralj požirka, to je bilo pa peli na tvojem nivoju, ki je včasih. Ali še jaz ga ne dahne to hitro več. Pa zdaj le ekspresno, res da ne, za poslušalce ne povem, da so tam mali. Ne? Res je fajn. Sam je res dober. Tole je pa šlo po grlu, ne? Tako da bi ga že skoraj mogel jaz probati naslednjič. Le škoda je. Ti imaš to prave, ti si sekeri. Jaz sem tako, da vidim, a veš, a res to ta... Ne, naslednjič, ko bo zi prišel, pa bomo vzeli navadnega brudoga, tega pankipo, pa da bo povedal, kakšna je razlika. Veš, na dolg in širok, kaj mene res zanima. Tom tudi jaz probam. Ti boš že še, jaz pa nam. No, oba mi bo to povedala, super. Bo ful razdeljeno mnenje. Ja, to je odlično. Ta teden je pa praznovanje, draga gospoda, fanta, prijatelja, Hupi Fruda. In to dvojno. Ja, dan brisače praznujemo. Pa tretjo obletnico našega podcasta. To pa res. Aha. 3 leta že. 3 leta. Mi 3 leta že to počnemo. Okay. Brez prestanka. Zdaj smo že v tem drugem delu vrtca, smo že izjasli ven. Ne, tu smo bili že lanskrat. Zdaj že nekakamo več v plenice. Ne, mi imamo une plenice, ki imajo senzor. Bip. A tudi to že Hvala, da obstaja. Hvala, da obstaja. Bluetooth ali kaj? Bluetooth pa senzor ima noter, pa ne. Kaj se polulaš ti zapiska. Ja, ali pa po mojem tudi pokakaš na toploto od zadnje. Mislim, ne da te že sam von izda, kaj je se zgodilo. Mislim, tudi ne da te imati narava obdala z vsaj večino ljudi z prsti, da imajo, ne, da lahko počutijo, veš, in temperaturo. Noš to šlato, ne? Pa še, ne, senzor mislim, tiska nos to zadevo, ne, ima tudi dober senzor in se začne kar precej drti ponavadi. Dviseno. Ja, nosilec sirena ugrajena. Nosilec senzorja ponavadi že sam dobro ve. Sam res, tudi sporočito naprej. Nosilec svojo sireno preizkusi v prvem trenutku svojega življenja, veš, ne. Tako da res ne vem, zakaj je treba še en senzor. Zato, ker je fajn. Zato, ker a veš, vse je ratal, kako se temu reče, industrija. Ja, to še en gadget, da še mal prodamo, ne. Ja, in ne veš, pol to oni, mislim, itak prodajajo nek krep, ki bo letel v kanto, ne? Slejka prej, ja. Mislim, že tako, že kot plenica sama, ampak v bistvu so izumeli eno stvar, ki jo v bistvu res ne rabiš, ne?
in pojo bojo eco-friendly škatlo zapakirali. Šurde, zeleni prehod. Ja. Pa en kup enega okoljevarstvenega srajna bojo napledli okoli tega proizvoda. Zaradi tega proizvoda boš pa ti večkrat posegel po telefonu in še uporabljal pač še tudi ta proizvod, bo imel sam baterijo noter. Ne? No, pa ti se zadevo mora biti nekako v plastiki. Čeprav, ne, v bistvu, če je ta low latency Bluetooth, kar sam dela, kako že. To že žarč tako, kar na brutal. Ne vem, ne, čeprav ne, se mora imeti, malo baterijo mora imeti. Vse to, mislim, vse ima tam, no, pa še plastiko okrog. Pa plastiko, prevoz, vse živo, ne, pa je šel zeleni prehod, se prekucnil že. Veš, v bistvu je zeleni prehod je full simple, manj vsega. Mislim, štartati moraš s predispozicijo, da odpadek sploh ne nastane. To je tako, a veš, valjda. Sorry, ker sem te prekinil, ampak a se ti spomniš, Discovery je imel eno reklamo, ki je bila ful dobra, tako oni narisani so bili v bistvu tako bolj varianta, kot te reklame za Red Bull, a veš. No, in je bil, a veš, kao tam, kako je včasih življenje izgledalo, a veš, pa konj je delal tret, pol je crknil, kožo so porabili, meso so porabili, ne vem, vse iz unga so naredili, ne, in pa tam, veš, predstavitev tako s cilindrama, veš, pa ladies and gentlemen, Zabin, veš, Kanta, zdaj smo pa tam, zdaj pa lahko vse stran mečate, veš, zdaj pa to super. Ladies and gentlemen, Zabin, sem res, Kanta, zasmeti, ne. Zjebala nam je znanje v pojem, veš. Tako je treba zeleni prehod narediti, To pa ne vem, kjer je v vzhodnjaškem mestu, po mojem, kar bom rekel, narobe rekel, ampak nimajo kance smeti in imajo schedulan, se pravi, kdaj pride tovornakar, smetnakar. In moš prinesti. In prineseš, počakaš, če pač zamuja in vržeš noter in greš dam. In to 2krat na teden, oziroma pač tokrat vozijo, da lahko vsega se znebiš, sam pač imaš malo dela s tem. Čako, samo moraš pol ti hoditi do njih. Ne, prav tako na robu pločnika ljudje čakajo zjutraj, veš. Ali pa pač kjerikoli uri, ne. Ja, razumem. Tako da po moje tudi malo razmišljajo, kako kupujejo, veš, da to pogledno, ne. Verjetno, ja. Verjetno. Mislim, ne grejo glih na pune. Misliš, da ne? Po mojem, da ne. Misliš, da ne? Saj tiska nos, ne. Mislim, dejstvo je, a veš, ampak spet je tako, kot vsaka stvar, ne? Spet je na končnega uporabnika vse prenešen, ne? Ja, to... Ne, a veš, dajmo stvar ustaviti tam, kjer se začne. Ne tam, kjer se konča. Ja. Manj vsega rabo. A veš, ti už meni slikal, da sem jaz vrgel na robno kanto, ne? Ja. Pa jaz 250 €, pa ti 250, pa ne vem, kdo vse bomo dobili to kazen. Ja. Ne? A ne bi bilo boljše, da bi se zmenili, da prepovemo, ne vem, neko pakiranje? Ja, ful boljše. Mislim, da niso piškoti v 4 različne folije za pakiranje, recimo. Ali pa da unka to prodaja, sam se bi mogel on poskrbeti za to embalažo. Lej, jaz jo prinesem nazaj, zrihti. Veš, da bo prenesel pač ta strošek nate, ne? No, ne, lej, to je tvoj strošek, ne? To bi pa zakonsko določil, ne? Ja, vem, ja. A veš, lej, ti to produciraš, ne? A veš, ti produciraš flaše, pa 37 stvari zapakirane plastike, lej, pa boš tudi malo bolj mislil. Ne, lej, že to je, ne, da ti recimo peru piksni, da je pač cenejši, kot peru flaši, ne? Ne, pač, a veš, ljudje smo lena bitja, ne, to je prva stvar, ne? To je res. Se pravi, če imaš na izbiro za isto ceno ali pa za majčken dražji piksne, ki jih lahko pustiš kar tam v potoku, kjer smo v piknik, ali pa flaše, ki jih moraš pretegliti nazaj, ne? Kaj boš zbral? Težka odločitev. Ja, odločitev je lahka. Ne, a veš, pač tisto, kar je bolj zeleno, bi mogel biti ful dražji, ne? Zato, da začneš malo stošelnem razmišljati. Pa tudi recimo to, da oni poskrbijo za piksne, ne? Lej, vi zrihtite. Zrihtite. A se ti spomniš, ko smo šla v Nemčijo na fuzbal?
Ja, točno, ja. Ki so imeli une te trde kozarce, ki so bili po €1, ki si ga zadužil, na začetku. A veš, pivo se je dal dobiti na stadionu, ne, brez problema. Ne, zadužil si ga, ki si prišel, si kupil pivo, je bilo, ne vem, €4, kozarc je bil €1, ne. Ali ni bil celo več, ali ni bil celo 2-3? Ne vem, neki ta. Ampak Kukor se spomnim, je bil skoraj tok kaper. Ja, 2-3 je bilo. Ja. Ni ležal noben na tleh. Ja, Mislim, jaz bi jih poberal verjetno še 2 ure po tekmi, če bi ležali tako, kot pri nas. Ja, valjda, ker si hiter si stroške poti in karte. Ne, pa še na pier bi šel nekam pol. Ja, valjda, ja, absolutno. Ja. Te stvari, ja. Dragi odločevalci, vse se da, samo če vola. Veš, kaj je problem? Ker največkrat pa ni politične vole. Ne? To je problem pri teh stvarih. Politična vola je pa res širok pojem. Ja, zato, ker ne moreš ti zajebati unga, ki ti je volilno kampanjo recimo sponzoriral. Ali pa neki v tem stilu. Hočeš reči, da politična vola, delam navednice, v bistvu pomeni denar. Ja, ne, se pravi, ne. Ja. Ker ti pol recimo oni zagrozijo, da pač bo to, a veš, oni pa takoj rečejo, ja, to bo pa pomenilo to kot več delovnih mest. No, pa smo že nazaj, a veš? Ja. Smo že nazaj za okopom. Ne? Ali pa recimo, ko imaš več vojn v svetu, ne? Pa pač Združeni narodi za eno pravijo, le rabimo tok pa tok zaradi migrantov, ki bojo, pa ne vem kva, pa stroški, pa on pa tretj rabimo, ne vem, žnijo milijard, ne? Sam za to vojno ni toliko politične vole in pač ta država dobi, ne vem, nič, ne, a veš, figo, nič, no. Imaš pa drugo državo. Ostre protestne note, letajo naokrog za popizdati, mislim, enega kibernetskega prostora zasedamo s temi notami. Oni dobijo full ostrih protestnih not, kar simfonijo ostrih protestnih not, ker še druga država dobi pa ves denar, ki ga če, ne, a veš. Zato, ker tam pa je politična vola. Ja. Mater, če bi mi tole se pogovarjali o teh političnih volah, bi mogli že na politologijo, kaj pa nočeš? Ne, je res. Pojmo mi raj ne dam brisače nazaj, ker smo lepo se odvedeli. Zdaj v bistvu mi govorimo o tem poglavju, kjer verjetno bomo imeli kaj zapovedati, pa o vsem drugem govorimo. Ja, le, tukaj smo. Le, pa mislim, da bomo imeli kaj zapovedati. Tako da še enkrat povabim vse frutirovce in frutirovke v četrtek z brisačo. Kaj pa če bi šli pred faks? Ziher se bojo slikali. Pa spet v njih montlnih, ne? Ja, to. Ja, veš, da se bojo. To bilo the best. No, v glavnem lepo praznujte, kjerkoli boste, pa karkoli boste imeli oblečen plus brisačo. Mi pa lahko štartamo, avizo. A že, ali kva? Nekaj smo pojačali. Izvinite. Ja, ne čisto me je presenetili. Zdravo, štoparke in štopari. To je podcast o tem, da lahko, če želite, za nekaj tednov obesite pamet na klin. Eden od načinov je, da to storite, da se odločite, da ste limona. Če seveda najdete jezerce, ki se domišlja, da je džin s tonikom in skačete van. Ker vemo, da je smisel vse zadeve, da nima smisla, znoreti od napora, da ne bi znoreli in si prihranite razum za boljše čase. Še vedno pa smo z vami. A ne, nisem jaz pak. Mak. In žak. Ja, hvala za podporo, ocene in ker ste tudi ta teden z nami. Lepo, da se spet slišimo in hvala za recenzijo. Tokrat smo bili uslišani KitKat 163. Sicer moramo povedati, da je KitKat 163 že podal recenzijo ali pa podala, ampak ta nova je tudi fina in se glasi: Peli, ne bi žalosten, smajli, super ste, 5 zvezdic. Če bi videli te endorfine, ki zdaj špricajo tle, to bi bilo. Jaz že, ko sem videl prejšnji teden, sem bil čist iz sebe.
Sam smo snemali prej, pa ni šlo noter. Za šraufi si unga, si že šraufaš. Potem, ko Ali je šraufa neki, pojmo pogledati, kaj smo obdelali v prejšnji epizodi. Ta drugo triljen smo srečali. Ja, trišo, ne? Ja, pa še kvarnik moraš reči, ali? Ja, pa dajmo reči kvarnik, Ja, čeprav vse smo se še v triši pogovarjali. Tako, ja. Šla je v New York. Ja, šla je v New York, bila je tam, hotela dobiti službo. Ni je dobila, kaj pozabila. Pa veliko se je zgodilo. Pa receptor je bil. A misliš, da je bil ta Fawlty Towers receptor? Zdaj sem bil še nasraven zraven. Ja, sej ne vemo, kako je komuniciral z njo, ne prav zelo, kaj je bil bolj. Ne, pa je komuniciral, pa trudil se biti prijazen, sam ni pa šlo čez, ne. Informacije niso prišle čez. Res ni bil pa najbolj oster nož v predalu. Ja, ne. Ja, no, zdaj pa lahko rečem kvarnik. Smo že. Ker smo, ne vem, ali bomo še kaj. kaj? Ne, to je to. Mislim, pa uno smo srečali astrofizičarko, ki to ni, astrologinjo. Ja, astrologinjo, ne astrofizičarko. Saj sem rekel, astrofizičarko, ki to ni. Astrofizičarka je Triša, ne? Ja, tako. Ja, tu pa tudi, no, Trišo je tudi ven z hišce spravila, tako da to je tudi bil podatek. Ker mislim, da nam bo še koristil v prihodnosti. A bo? Bomo videli. Kvarnik! No, pa smo v 3. poglavju 5. knjige. Ja, kaj ne rečem. V sporednih vesoljih teče beseda in avtor si ga je nanudil. Smo tudi že mi kaj rekli okoli tega in smo zdaj ugotovili, da v bistvu sploh niso usporedne. Ja, smo že mi večkrat rekli, da so tole okrog usporednih vesoljih, pa da jih ni v bistvu. Ampak avtor je imel tle eno res zabavno in vrtolomno štorijo, ker v bistvu prav, da je štoparski vodnik po galaksiji imel o tem, čemur za šalo pravimo preteklost, obilo povedati v usporednih vesoljih, ampak da je zelo malo stvari razumljivih komorkoli pod nivojem višjega Boga in pol naredi eno šalo, smešnico okrog tega, da so višji bogovi oziroma vsi bogovi zamujali 3 milijoninke sekunde po začetku stvarstva. Ben ni bil en teden prej, tako kot pravi. Kot so neka splošna prepričanja. Ja. To poglavje je ena dolga in prav prisrčna šala, vsaj prvi del njega. Tako da bi se jaz temule celoten polisplošnem mišmašu čim bolj izognil. Preberite si, no. Mislim, zato, veš zakaj, ne? Ja. Ker v bistvu tudi tako, kot prav, ne? Tudi če ga, karkoli že je, tudi če ga razkosaš na dosti drobne dele, pol pride do nečesa, če mora lahko rečeš dom, ne? Tako da, tako. Zakaj pa pride do tega, si pa preberite, ne? Bolj me pa zabavala ta ona štorija o temole. Neutrinu? Ja, mislim, to je bil tak poskus delati kakšen dokumentarc na National Geographicu, preden je National Geographic obstajal, mislim, na televiziji, na Discoveryju, no, to bi rekel, ker si prav predstavljam, kako je on ta neutrino zadev atom, pa razloži nukleinsko kislino in gena in recept in rast in bla 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 in en listek in ful noro in pol pridemo do detaljene. Ja, kar je ta neutrino naredil. Ja. Jaz sem se prekucnil, kot že toliko krat ob tem poglavju, ker me je ta neutrino čisti iz te razprave, ker zmer pozabim, kva ta hudič je, ampak pa sem ugotovil, da vem, zakaj, ker je ta reč tako majhna, da še z lahkoto pozabiš. Ja, nič. Ja, skoraj nič, ne? Ja. Polovica ničesar je v bistvu. Mislim, če trču v atoma, ne? Ja, no. Mislim, dobro se je trčilo. Ja. No, v glavnem, ja. Tako da
ampak zaradi tega ubodskega neutrina je ta detela rasla in pač je bilo tudi ene par stvari, ki so se zgodile drugače v tem paralelnem vesolju, čeprav temu ne rečemo tako. Se pravi, Triša ni šla z Zaphodom, en sladoled se slabše prodaja, kot so mislili. V bistvu en cel kup enih zapletov je bil. Ja, polka nekih stvari se je spremenila. Tako kot smo pač ugotovili, da res vsaka stvar na vse vpliva, in tako, da se vse spremeni. Je to tudi pač eno neko, kaj so že, kdo se je pol s tem ukvarjal? Nek oddelek. Ja, to je pa tista šala, ki bi bila zelo všeč, da v bistvu da je povezava tega pripetljaja pa ni na neki strašni prednosti listi nekdanjega oddelka za galaktično zgodovino univerze v Maxi Megalonu, ker je pod zaporedno številko, drage poslušalke in poslušalci, držite se, 4 milijarde 763 milijonov 984 tisoč 132. Se pravi, da ni neka, ni neka blazna pomembna stvar. Ne, so tako, ker na eno tako slovensko invalidsko komisijo spominjala, veš. Ali pa na kakšne... Nimajo nekih nujnih stvari, no, ali pa na kakšne dele slovenske politike, ki se, ne vem, zdaj, ko smo se nehali ukvarjati, ali pa saj delno nehali ukvarjati s stvarmi, ki so se zgodile pred 70 leti, se ukvarjamo s stvarmi, ki so se pred 30 leti. Ne, zdaj se spet smo nazaj. A smo že na 70? Človek ni pa... Pred enim tednom so ukinili dan, ki so ga določili za kaj že? Za neke žrtve komunističnega nasilja. Pa se veš, da se unmo pol spet odpeljajo. To sem pa briljantno fazil to. Ja, res si dobro. Zdaj mi je krma žal, ker si mi povedala. Ampak to so v bistvu to so problemi, ki so še pod številko 4 milijarde, da ne bom se še ponavljal. Ker res nimajo nobene zveze s tem, kam plujemo, pa kakšna je ta prihodnost, ki je polna teh papirčkov, 4-kratnih papirčkov v piškotih, pa to. Ne vem. Saj ni čudno, veš. Če je v bistvu tale univerza v Maxi Megalonu zaradi stvari, ki sem jih pozabil, izumrla, pol ni čuden, da gre zgodovina, da se v zgodovini na prvo stvar dajo take stvari, ki so res nepomembne, veš. Mislim. Ja, lej. Pa kvačmo. Ja. Kaj? Ja. Najmanjši ljudje imajo največje spomenike, ali kako že pesnik pravi. Tisti si jih najbolj želijo postavljati, pa se spet vrnemo nazaj. Šifrer je to sicer pel v času klenega komunizma in je mislim, da je krcal te komuniste na lokalnih ravneh, ampak kako so bili te komunisti na lokalnih ravneh, kako so zdaj ratali ene druge sorte ljudje na državnih ravneh. Vse te so, šli so malo pojačali. Zanimivo, tam je prej bil lokalen komunist, zdaj je pa vse državniški desničar. Demokrat. Demokrat. Kaj pa govoriš? Vse to smo že rekli. Zlobno, da je Ivan Kramberger rekel, boj se tistih komunistov, ko je začel pol hoditi v cerkev. Ja, ko je verjelo bogato. Ob tej misli bi se spomnil sam še na akademsko občestvo, ki je trenutno zbrano na molitvenem sestanku o plavalnem bazenu in tam ni nikogar, ki bi mislil, da se kaj mudi. Oni vejo, kako se zgodovini streže. Pustiš. Ja, sam je zanimivo, ker so v bistvu prišli ker so bili na molitvenem sestanku. Prej so bili akademiki, ne? Ja, univerniki so jih kupili. Ja. Cel faks. Ja. Ampak a ni to dobro tako? Ja, v bistvu boljš, ne vem, kaj je boljš, da se ukvarjaš z res hudimi problemi iz pragalaktične zgodovine, ali
malo pomolaš. Pa... Dejansko je res noro, da večkrat je znanga v svetu okoli tebe, bolj se pol spet nekih takih stvari kot te. Nekdo je bil en teden pred nastankom vesolja, ukvarjaš. Oziroma 3 milijonike sekunde po nastanku vesolja. Ja, no, mislim pač, s tem se oni ne bi strinjali, ne, ker pač nekdo je mogel ves ta del upraviti. Ne. Ja, seveda, ker mislim, en teden niča se ne naredi kar sam. Ja, no, seveda ne. Ja, valjda, mislim. Ja, tako da ja, težke debate, če ste še vedno z nami, zdaj bo počinil obešalnik. Okay. Zdaj se vam bo Aljo zahvalil, ker ste tole zdržali čist do konca. Do molitvenega sestanka, kjer so paralelna vesolja ene sorte celotni, popoli splošni mišmaš. Če kdo to šteka, ne me prosim pokliče. Bojo fiziki to razložili nam. Posebno oddajo. Kaj pa če bi, dragi fiziki in fiziki vseh spolov, sklonov in števil, če kdo razume, če se kdo pogovarja o fiziki v Štoparskem vodniku, lahko naredimo po koncu 5. sezone en kratek, mislim, mi bomo ful malo razumeli. Imamo ful malo zapovedati, če imate pa vi za več, pa lahko tudi v več epizod to spravimo. Če bomo pa mi razumeli, bo pa tudi neki, ne? Ja, če bo post-festum kaj več razumeli, bo pa to tudi dobro. Ja. Popularizacija znanosti. Ja. Po mojem bojo kakšni poslušalci ali poslušalki že prej kamit. Poljudno znanstveno bo to. To je dobra ideja. Tukaj brata Krat ali pa kaj tazga. Ja, se to rabo. Nekaj tazga. Fizika v stilu divja brata Krat. Ja. Tako. Kaj narisati mogoče pa. Kakšne grafe se prepraviti prosojnice. Grafi so že preveč učeni. Dajmo neki tako, neki narisati. Ja, to je res. Neki tako malo. To boš prav. Če pa nimate ideje, pa bejte v paralelno vesolje pogledati, pa kakšno ukrasti. Saj pa se to da, sem v serijah videl. Čez zvezdna vrata. To. Ja. Dobar je. Hvala tudi vsem, ki nas podpirate, ali pa saj poveste še komu za nas. Lahko se pridružite tudi našemu zelo mirenemu Discord kanalu, po moje najbolj miren Discord kanal na svetu, ampak je lušen, opravicujemo, se je pošiljnica Discord, kjer bomo tudi objavili brisačarske slike, če bomo kakšno dobili, če ne bomo pa svoje, čeprav se to zdaj slišali, no, kaj pustimo. Frutirovci vseh dežel, združite se, to. Ja, na družabnih obrežjih smo pa tudi posod afno opravicujemo se in tam pa nam lahko pošljete kakšne slike brisač. Psa brisače, prosim. Ne v DM. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Stari, zdaj pa še enkrat, to je LDGD, ki si še malo bolj zmatran. To je LDGD. Tam je bil malo bolj swagger, še veš. A je bil? Ja. Da si ti ta res zmatran, ampak ok, če ti praviš. Bo Pigovski povedal. Cel krog smo radili. Wow.